situacija je jako grozna, krovovi su porušeni, kuće urušene, ali mi sve radimo da se ljudima osigura stan. Hvala vam svima što brinete za nas, što mislite na ljude koji su u velikoj potrebi i što vaša sredstva svakako dolaze do onih kojima su najpotrebnija. Hvala za vašo pomoč. Osebe iz Adre Hrvaška se izredno trudi, da lahko ljudem zagotovi primerno pomoč v čim krajšem času. Humanitarno društvo Adra se je takoj odzvalo na težave povezane s potresi na Hrvaškem. Ekipa Adre Slovenija je šla na teren zaradi koordinacijskega načrta in podpore Adri Hrvaška. Med vožnjo smo videli, kakšno škodo so povzročili potresi. Obiskali smo tudi lokalne prebivalce, ki so bili našega obiska zelo veseli. Babica Nada je ta teden dopolnila 85 let. Spoznali smo jo pri terenskem odzivu, kjer Adra skrbi za prebivalce 12 vasi na področju mesta Glina. Vidite, ja vidim, koliko god vam je teško, ali vi još imate ono mladenačko srce. Nada živi sama s svojimi mačkami na osamljenem in težko dostopnem delu Hrvaške, ki je v bližini epicentra močnih potresov. Izjemno je bila vesela pomoči Adre, ki ji je dostavila paket pomoči. Od zemlje do neba sem hvaležen za vse, kar so Adrini prostovoljci naredili za nas. Hvala vam iz srca za vso pomoč, je rekel dedek Dragan, ki kljub škodi, stiski in vsem posledicam potresov ostaja pozitiven. Njegova hiša ima rdečo oznako, kar pomeni, da ni primerna in varna za življenje. Ekipa Adre je Draganu priskrbela začasno nadomestno prenočišče v prikolici, ki je stacionirana na njegovi kmetiji. Dragan se zaradi ekipe prostovoljcev počuti varno, saj vidi, da ljudem ni vseeno in da bodo zanj poskrbeli. Adra nudi pomembno pomoč v vseh možnih oblikah, ki obsegajo distribucijo hrane, gradbenega materiala, oblačil, električnih grelcev in nasplošno vsega, kar ljudje potrebujejo. To nam je super, to nam hitno treba. To nam odlično. Rešo nam je stvarno Daisy. Sad su dobili ove kontejnere i nemaju na čem kuhat, znaš. Moraju u struju neki rešo da si imaju čem kuhat u kontejneru. Eden od prostovoljcev je David. Star je 32 let in trenutno spi na terenu ter noč in dan pomaga ljudem v stiski. Res se mi zdi pomembno, da ljudem zagotovimo dolgoročno pomoč, pravi. Prejšnji dan sem med delom prejel klic osebe na naš SOS telefon. Človek se je po telefonu zjokal in prosil, če mu lahko pomagamo. Rekel je, da je sicer močan, ampak da v tistem trenutku ne zmore več in ne ve, kaj bi naredil. Po močnem potresu 29. decembra sta z ženo in sinom ostala brez hiše. Žena ima raka, zato je poskrbel, da je odšla na varno, sam pa je ostal, saj ni imel druge izbire. Zaradi nevarnosti se ni mogel vrniti v hišo, zato je že nekaj dni od tistega spal v svojem avtomobilu z razbitim vertebranskim steklom. David je nemudoma poslal k njemu pomoč, raziskal vse možne rešitve in po nekaj časa končno našel donatorje, ki so bili z veseljem pripravljeni darovati začasno bivališče. Stiska tega človeka je zaradi organizirane pomoči rešena. Seveda so omenjene zgodbe samo peščica izmed vseh, ki so utrpeli posledice potresov. Društvo Adra še vedno zbira sredstva za pomoč ljudem, zato vas želimo spodbuditi, da podprete humanitarno društvo Adra in s svojimi sredstvi pomagate ljudem, ki pomoč nujno potrebujejo. Za več informacij obiščite spletno stran adra.si.